No, danes je bilo pa že malo hitreje, samo 1 uro. 1 uro priprav. 1 uro priprav. Grega Vrečar, hvala za obisk. David, hvala za povabilo. Deve si roko klej od spod, pazi. Čast. Enako. Legenda. Jaz sem, tako kot sem ti že prej omenil, ne? Če si preveč pripravljen na pogovor, je velika šansa, da ne bo spontan pa sproščen. Ne? Se popolnoma strinjam. Ja. Ampak malo pa moraš vse en gosta poznati. Mečke. Vsaj malo, ne? Načeloma je fajn, da veš, koga povabiš v studio. Tako, ja. Da veš ime, priimka, ne? Ja, mogoče še 1-2 stvari. Dobar, mi se poznamo že 10 let. Verjetno, če ti tako praviš, bo držalja. 10 let. Spoznala sva se pa v svetu fitnessa. Ja, ampak to ni od nekdaj tvoja domena. Ti si pred tem delu druge stvari. Ne? Pa te me skar tako vprašal, ali pa daj v začet, tako kot vedno na začetku, ko te je pripeljal, oziroma tvoja pot do fitnessa, pa bo od tam naprej šla. Oziroma, kdo je Grega Vrečar? Evo. Kdo je Grega Vrečar? V osnovi bi lahko rekel ena taka malo bolj zahtevna, zakomplicirana oseba, ne? Zelo pestro zgodovino. Ampak ja, kaj je mene pripeljalo? V bistvu moja pot v svet fitnessa se je začela, če sem čisto pošten, nekje že v osnovni šoli. Pa ni bil to direkten vstop v fitness, ampak sem jaz tam, bom rekel, naredil prve dobesedno korake v svet športa in sicer preko plesa. Ok, se pravi ples. Ja, jaz sem se nekje, še danes ne vem zakaj, sam sem se odločil, da želim se ukvarjati s plesom. In sem, mislim, da je bil 6. razred, če se ne motim, doma predlagal, da jaz bi pa to, mene ples zanima. Koliko si bil star? Po moje 6. razred, če se prav spomnim. Malo pri meni je tako, ta časovnica nekje se malo zgubljam, ampak 6-7 razred. Veliko se ti dogaja. Ja, veliko se mi to dogaja. od tega pride, da malo zgubiš. Takrat sem jaz, še danes ne vem zakaj, kaj me je navdušil, kaj me je potegnil. Po tistih časih je bilo to sploh malo bolj tako, ne, kje sem jaz zdaj ples najdel, se veš, malo te malo čudno gleda. Ne. Ja. Ampak ne, mene je to zanimalo in takrat sem jaz doma predlagal in smo šli kazina pogledati prijavnica, gremo zdaj mi se s plesom ukvarjati. In to je bil po mojem tisti prvi dobesedno korak v svet nekega športa, kjer sem jaz pol pa začel zgodbo naprej razvijati. Res je tako, da sem že od nekdaj taka oseba, da če se nekaj lotam, pol rad to zgodbo pelem do nekega maksimuma, sem nek perfekcionist, neki pač hočem to zadevo speljati do konca. In ples je bil dejansko pol kar moja popotnica, se pravi še skozi celo srednjo šolo, pa spet se malo zgubil zdaj, kdaj točno se je zaključil. Ja. To je kar nekaj cajta pol. Ja, to je bilo kar zelo aktivno obdobje, zelo veliko je bilo treningov, tekmovanj, tujine, odpovedovanj, vsak vikend je bil rezerviran za nek turnir na drugem koncu. Okay. Veliko denarja vloženega in v same treninge, in v obleke, in v potovanje, in vse skupaj. Tako da, kakšna zvrst plesa je pa to bila? Let in pa standard, oboje. Oboje sem treniral, tako da res moram reči, da še danes trdim, da je bila to zelo dobra odločitev. Ni mi žal, dal mi je zelo veliko nekih izkušenj, nekih spominov, nekih spoznanj, tako da definitivno vrhunsko sem se odločil. Še enkrat bi se isto, po mojem. Aha. Sam si bil pa verjeten v svoji generaciji ali pa recimo v svojem razredu, kaj si bil edini, ne? Kaj si šel v to? Ja, ne vem, če je kdo res od prijateljev ali pa ne vem, kdo bi rekel, niti ne. No, bil je en, bom rekel, z mojega okoliša, pa tudi ni pol dolg trajal, ampak... A so te čuden gledali, ali si jih za sabo potegnil? A še koga za sabo? So me balkane čuden gledali. Vsi so imeli nek futbal, košarka, tretji komet, kar no, sej to. Jaz pa plesa, veš. Mogoče pol, ko so videli, da imam jaz malo več stika s puncem tam, veš. No, vidiš, ja, zato sem rekel, mogoče, veš, Sem imel pa tudi zelo srečo, da razredničarka v srednji šoli je bila tudi nekoč plesalka, tako da sem imel, zato ker včasih se to mogoče še ni toliko zelo priznaval kot nek šport, ne? Pa čeprav je to zelo naporno pa zelo zahtevno, no zdaj, odkar so, bom rekel, razni ti šovi, pa to se mogoče ljudje tudi spoznavajo, da je to kar dost resna oblika športa.
No, ampak malo mi je vsem prav pošel, da je bila razredničarka nekoč plesalka, da je malo vedela, kaj pa kako to zgleda, tako da tukaj mi je to kar koristilo. Zanimivo, veš, lej, ples. Jaz sem zdaj mečken po izvedbe naredil o Lovro Kosu, ga poznaš, ne? Ja. No, on je tudi veliko preplesal, pa hodil na plesne vaje že v osnovni šoli in prav, koliko mu je to pomagalo, pa smučarskih skokih, recimo, ne? Se pravi, ples je lahko ena baza, zgleda res za, ali pa dejansko je, ne? Razvijaš, bom rekel, zelo veliko telesno koordinacijo, vse to. Koordinacijo, itak, zavedanje nekega gibanja v času, v prostoru, dejansko res ti zelo veliko prinese, no? Več, kot si mogoče večina predstavlja. No, zdaj so srednja šola, kaj pol? No, se pravi, ta ples je, bom rekel, v neki fazi mogoče postal prezahteven, do te mere, da so moje soplesalke, se pravi od prve, pa pol jih je, mislim, da še neke 2-3 sem zamenjal, niso več dohajale tega tempa. Ne? In je bilo treba, se pravi, prišla nova plesalka, spet vse od začetka, vsi treningi, vse gor dol postaviti, vse te koreografije. In to se je ene parkrat zapored zamenjali in pol, ko sem videl, da, ne vem, tudi jaz sem prišel določena leta, sem rekel, mogoče treba kaj drugega probati, ker ne vidim ni vse od tebe odvisen. Ne? In sta bile pa vedno dve stvari, ki sta mene zelo zanimale. Se pravi, eno šport, drugo je glasba. Ne? In v tistih letih, bom rekel, sem jaz že nekje v srednji šoli, oziroma od nekdaj sem imel željo jaz igrati bobne. Alright. Ampak to je bila neka želja, malo se je zdelo tako nedosegljivo. Ok, kjer muziko si pa poslušal? Kdo te je inspiriral? Moram reči, že prvotno je zelo zanimivo, recimo v srednji šoli so bila z Umekom, DJ Umek, so bila sošolca. A daj nekaj. In jaz se še danes spomnim, da sem midva, bom rekel, nekako skup, tisti prvi, drugi letnik, neke te kasete, stolpe, on je že takrat bil, bom rekel, dosti v teh vodah, že točno vedel, kaj ga zanima. Jaz pa, bom rekel, sem bil še tako mečkan bolj širši spekter. No? Tako da v tistih časih nekako, mogoče sem malo tudi mene malo bolj tehno, pa te ritmi zanimali, pa tudi v plesu je mogoče malo bolj tega več, ampak sem pol s časoma prišel bolj v rok vode. Aha, ok. Tako da me je vedno bolj to zanimalo in tudi pol, ko so enkrat bobni začeli ta ideja malo bolj resno dozorevati, še toliko bolj pol. A si imel kaj konkretne glasbene podlage, kakšno glasbeno šolo ali to zgolj otroška ideja, srednješolska ideja, dajmo gas, jaz bom naslednji, ne vem. Vedno sem imel to željo, skozi sem imel to močno željo, pa mislim, da je moja mama imela tudi to željo zase, ker ni nikoli ustvarila. Ful močna želja do trenutka, dokler nisem jaz bobne dobil dejansko domov. Cel set. Mislim, mama mi jih je kupila in pripeljali smo dam, bobne sestavil. Kaj, v kuhno? Tam ena soba je doma. In polka, pa se oseš za bobne, pa vidiš, da to sploh ni tako enostavno, kot si predstavljaš. To ni zdaj neki bam, to je... In si začel iz nule? Začel z nule. V glasbeno šolo. Wow. Inštruktor je on tret iz nule in se začeti, se pač neki mož, kad ti, veš, se zgleda to spet, ko mi rekel, ka preplesu isto prbobi, valjda bom nekaj znal. No, lej, načni, ne. Načni ne zveni, že bobno ne znaš oglasiti, bobno ne znaš postaviti, načni ne znaš karkoli udati. Se pravi se že pri postavitvi se začne, pa gre pa sam. Rekel se je ta hišica malo sesula, ne. Ne spomnim se točno, mislim, da sem tudi po tem začetnem zagonu malo dal to idejo na stran, ne. Ja. Kar vprašam. Ne, ker pol, recimo na taki točki 90% ljudi izgub vso volo, gleda, kako bo prodal, v tem primeru bobne, pa nekaj drugega. Ne? Itak, ampak pri tebi se ni to zgodilo. Ne, zato, ker sem že prej rekel, da jaz nekaj imam, tudi mogoče čez prve ne zlaufa, hočem to pač zgodbo pripeljati do konca. In tukaj, bom rekel, je moj sosed, dober prijatelj, je, bom rekel, zelo tudi ustvarjalen bil, igral je kitaro, ukvarjal se je malo z vsem tem, ampak direktno z njim se nisem povezan, ampak z njegovim mlajšim bratom. Ker bom rekel, tudi imel dost posluha, tudi nadarjen, kar se tega tiče.
in smo to zgodbo začeli nekako mogoče povezati, kaj pa če bi, kaj pa če ne bi, kako bi to izgledalo. Ja. Malo se proba dobiti, malo neki podžemati, neki ti se veš, še dobro. Podžemati pomeni povadati, malo improvizirati. Malo neki za Ja, ok. Hvala Bogu, da ne obstajajo kakšni posnetki teh začetkov. Čez voha moj. Tako jih bom popnul klega. In pa smo pa začeli, pa smo še mojega brata vključili v igro, ker tudi on kitaro mal za svoj lasten veselje mal brenkal. Pa še en kolega, smo rekli, kaj pa ti nam deluješ, koliko da bi lahko bas kitaro igral, čeprav nikoli prej ni igral. Ti jim deluje. Ja, tako, se veš. Postava človeka, ne, ti si ikona, ti si idealen za bas kitaro. Se pravi, prvi ti si je pomemben. Ja. Okay. Dobesedno smo ga določili, da je on za bas kitaro. Okay. Pa če rabili basista, ne. No, tako smo nekako nabrali se, šli, tudi ta kolega je šel v glasbeno šolo, tako da smo se začeli izobraževati, raziskovati, malo zgodbo graditi in ta zgodba se je zelo resno začela pa razpletati naprej. Tako da mi smo imeli band... Ki smo klele, med 15, koliko smo stara klele, približen? Grega, lej, no pressure, približen. Nekje srednja šola pa... Ok, v redu, samo to. No in mi smo se te zadeve zelo resno lotili, postavili doma pri nas, ker smo imeli zraven en objekt, garažo smo naredili, Orang studio, no tako studio res zelo na nivoju za tiste čase, vse bom rekel, v tisti peni, vse je bilo poštiman, kako mora biti. Ne pa tako, kot klela, ne pri meni. To je super, ker je avtentično. Okay, hvala. Domače. Thanks. In kar hočeš, da nekdo pride k tebi, da se počuti domače. Ja, domače, točno to. Ja, tako da res smo zgodbo začeli kar zelo konkretno graditi, začeli smo z avtorsko glasbo in od tam naprej šlo vse, bom rekel, kar zelo intenzivno navzgor. Se pravi od tega, da smo dobili od producentov studia, tujina se je zelo hitro aktivirala, povezali smo se s tujo zelo... Kaj bi to za en band, ime benda? Prvotno smo štartali... A še obstaja? Ne obstaja. Prvotno smo štartali, kot čist prvotna zasedba smo bili Ksiht. Ksiht. Ok. Tudi prva plošča je bila izdana v slovenskem jeziku in moram reči, da smo zelo dobro takrat prodarali, bom rekel, na slovenski tržišče. Sicer naša zvrst je bila, bom rekel, malo preveč alternativna za slovenski trg, zato smo se pol tudi v naslednjih korakih osredotočali bolj na tujino. Okay. Tako da prvotna je bila Ksiht, bom rekel, malo bolj okrnjena zasedba, ki še naprej, ker prvotno nas je bilo 6, pol nas je bilo pa 4. 5-4, mislim. Okay. Smo bili pa non. Non, to bom rekel tudi mečkam bolj... Malo bolj artistično se sliši. Tako pa tudi čez mejo, ko greš, nekaj te nekdo tam pove, kdo je. Ksiht, ne boš pa. En Italijan, Ksiht, kako izgovori, ne? Tako da pa smo tudi z nemško založbo podpisali pogodbo, izdali tudi ploščo preko njih in zelo aktivno, bom rekel, kar se tiče neke Evrope, se pojavljali na trgih. V Sloveniji bolj malo, zato ker se, tako kot sem že v štartu rekel, naša zvrst ni bila, bom rekel, nekako za naš trg. Tako da moram reči, da smo bili prvi band, ki je kadarkoli nastopil v Stožcah, bom rekel, na štadionu Stožcah. Ja, še takrat. Zato, ker takrat so Killersi prišli v Slovenijo in so nas oni izbrali za predskupino. Tako da takrat, ko so bili Killersi v Stožcah, smo bili mi njihova predskupina. Se pravi, smo dejansko prvi igrali v Stožcah. Noben band prej ni šel. Prav v teh Stožcah? Prav v Stožcah. Ok, the best. Tako da... Fajn, da si to povedal, lej. Tako da je bilo, lej, tako kot pri plesu, tudi tukaj izredno nekih spominov, nekih dogodkov, nekih doživetij, nekih izkušenj, spet poznanstv, ogromno se je dogajalo, se veš, sploh mulci, ki so, ki je to nek rock'n'roll, ki je kombi, ki je dobesedno življenje na cesti, spet vikendi z enega konca. In koliko cajta ste pol ustrajali pri tem? Mislim, da kar nekih 10 let. Se pravi, to da je ne 25 tvojega.
cerka. Še več. Še več. Lažem, še več, da ne vem točno, da smo začeli, ampak jaz vem, še danes se obstajajo, to pa so posnetki, no, da sem svoj 30. rojstni dan praznoval v oddaji NLP, mislim, je bil TLP, NLP, ki je imel Lado Bizovičar. TLP, moj bolj NLP. Na tisti dan sem jaz 30. rojstni dan, na koncu še Lado prije do mene, pa mi to malo me je izigral, ker sem rekel, da ne sme povedati, ne, in je na koncu prišel in mi čestitil. Valjda, veš, to si pa zapomnil, ne, če si prej rekel, da nimaš tega občutka, valjda, take stvari se zapomniš, valjda. Tudi še zdaj to obstaja, posnetki, tako da pri 30-ih smo še bili aktivni, no, pol pa mislim, da smo tudi počas, bom rekel, prišli smo do točke, ki bi dejansko mogli v tujino se preseliti, zato ker se je v tujini začeli toliko dogajati, pa tudi ponudbe so bile take, da bi mogli vse spustiti iz rok, ker težko iz Slovenije ti zdaj karkola, veš. No in so prišlo do nesoglasij znotraj benda in takrat so se malo poti razšle in jaz dejansko sem rekel, da ne grem še enkrat s kakšno novo zasedbo, ker smo res toliko nekega časa, energije in predvsem tudi denarja vložili v to, da se Nikolaj. Očitno je to, ne, mogoče je fajn, da se zgodba konča. Je pa res, da sem pa ves čas že vzporedno, ko sem se ukvarjal z glasbo, tudi ukvarjal že s fitnessom. No, to sem te hotel vprašati. Kaj si počel, ali si bil 150% muska, ali si imel, ne vem, še kaj zraven? 150% muska, pa seveda 2 službe, zato ker da smo mi lahko vse to financirali. No, to sem te hotel vprašati. Šiht čez dan, pa šiht čez noč, se pravi po noči v lokalih, čez dan nek reden job. Kar je bilo pa vmes še časa, je bil pa že fitness usporedno, sem prvotno, se pravi čisto ljubiteljsko zase. Pa se je to tudi stopnjevalo preko, bom rekel, nekega tega trenerja, kamor sem jaz sploh vstopil v svet fitnessa, je bil zelo, zelo v redu dečko, Igor, taka ogromna ikona od človeka. In kar mene najbolj navdušilo je zato, ker dec je bil res tako na mestu. Se pravi, kar se pošlihtan v glavo, pošlihtan v srcu, dal mi je zelo dobro popotnico, da je mene sploh to pritegnil. In kjer se pa zgodba nadaljuje to, da sem jaz pa začel združevati prvotno zgodbo ples, pa drugo zgodbo muska, nekako sem začel združevati pol preko fitnessa in raznih skupinskih vadb, sem pol povezal zgodbo. Da sem se začel pol še bolj intenzivno s tem ukvarjati, se pravi skupinske vadbe, razni step klasi, razne. Veš, koliko zgodaj recimo se je to začelo, ne? Tako kot si prej rekel, ne? S tisto željo po plesnih vajah, ne? Muska, vse. Ples pa bobni so mi zelo veliko dali iz vidika nekega že samega ritma, ki ga pa recimo tudi v nekih teh vadbah, ki imaš večje skupine, pa to itak rabaš, ne? Tako da zelo dobra popotnica. Pa sem pa postopoma začel zelo intenzivno tudi v to smer. Vmes si delal, veš kaj, še tole bom prej prebral, veš, kaj si ti rekel, malo sem se pripravil, ne, in tole sem najdel v enem članku, če ga nisem celo jaz napisal. Vedno in povsod išče možnosti za osebni razvoj, okoliščine, v katerih moraš pokazati, iz kakega testa si, so me vedno motivirali. V bistvu zdajle si upisal, ne, zakaj je temu tako, ne. Definitivno še danes zelo stojim za tem, kar si zdaj povedal, ker... Si pa imamo še enega? Ja. Gre že kar naprej. Povej. Ne, dejansko zelo doskrat se znajdeš v neki situaciji, ki te nekaj ali prizadene, ali zloma, se ti godi neka krivica, ali ne, v glavnem, kakorkoli, imaš občutek, da mogoče si pred nekimi pretežkimi izzivi ali kakorkoli, ampak dejansko sem jaz zelo vesel za vsako tako stvar, ki se mi v življenju zgodi. Zato ker takrat dejansko moraš pokazati, iz kakšnega testa si, ali boš borbal naprej, ali te to dodatno motivira, ali te bo to potlačilo dol, pa boš vse zaprl, pa se umaknil. In dejansko všeč so mi izzivi in situacije, ki moraš pokazati, da si.
Sej, ti tega nočeš deliti z nikomer, ne, vse tako, jaz vem. A kaj od tega recimo pooseblja ali pa personificirajo tvoji tatuji? Ker vem, da imaš par tatujev. Ja, bom rekel, da Sorry, kad rezam, no. Ne, se cool. Tatuji, neka moja strast, ki veš dobro, Čak, mislim, da se ga tlele enega vidi. Mečken. Malo kle. Dejansko tatuji, no zdaj dobro si izpostavil, ker res je čas, da grem spet po kakšnega novega. No, vidiš, to je bil skrit namen. Ja, tatuji pri meni definitivno imajo nek pomen, imajo neko zgodbo. Si vraževeren? Zdaj definiraj, se pravi, če verjamem v neke, bom rekel, ja, sem vraževeren. Okay. Ja, ampak nisem veren, sem pa vraževeren. Vraževeren, ja. Ja, zgodbo imajo, vsak ima nek pomen, je pa res, kot si že v štartu rekel, da nikoli ne razlagam pomena svojih tatujev. Zato, ker jaz stojim za tem, da tatu si moraš dati zaradi sebe, ne zaradi drugih. Se pravi, itak od prvega tatuja dalje poslušaš neke opaske, pa je to treba, pa imaš krizo, pa imaš pa imaš tretjo. Lej, jaz znam to zaradi sebe, jaz znam to na svoj telo, jaz znam tisto, kar pač meni neki pomen. In če nekdo zdaj nekaj vidi, ne on vidi neko drugo zgodbo v mojem tatuju. Nekomu bo to umetnost, nekomu bo to neko brezvezno črškanje po telesu, meni pa mogoče zaznamuje neko obdobje, neko izkušnjo, neki in sem vesel. Že dobro si to razložil, še dobro, da sem te vprašal. Ja, definitivno. Deva, ne šalite temo, pojva iti naprej. Pol na eni točki vem, da si delal pa pisarniška dela. Malo bolj resno, mislim, da na Telekomu. Ja. Prvotno Mobitel. Kako pa, sem tak umetnik, glasbeni umetnik, plesni umetnik, se znajde v pisarni, da mi povej, kako to zgleda. To zgleda tako, da... Kako fajn se pa počutiš v taki vlogi? Sem mogel pač delati 2 službi zato, da sem lahko financiral te svoje ideje. Je to že bilo to? Ja, je bilo to. Že prej sem delal pač druge službe, neke redne službe, pa po noč, kot sem ti rekel, v nekih lokalih. Na koncu je bil to eden in edini Hound Dog rockerski lokal, ki tam smo res dušo napustil. Ampak ja, dejansko moraš imeti nek prihodek, ne? Po drugi strani se je tudi slučajno se je izkazalo možno, da sem se takrat zaposlil tudi v Mobitelu, ki je bila, bom rekel, firma. Takrat je bil še Mobitel, Mobitel, ki je res, še danes sem ponosen, da sem tam delal, ki je res Mobitel znamka, za kjer... Koliko let si delal tam? Približno. David, zakaj me mučaš s tem? Zato, ker je tako lepo po časovnici, veš, ne? Mislim, da sem... Ni bilo samo en mesec, je bilo malo dlje. Ne, je bilo dlje, zato mislim, da 10 let sem pustil, 2-4, če se namotam, sem jaz se zaposlil redno, pa 2-14 sem dal odpoved, točno 10 let, po 10 letih, se pravi 2-14, to je bil že Telekom, sem jaz dal odpoved, ker sem rekel, dosti je pisarne, dosti je... Excel tabelc pa... Excel tabelc. Mam napisano, veš, birokracija, ti že diši, zdaj pa vsem ne, še vedno ne. Dokler je bil še Mobitel, bom rekel, je bilo to, mi je bistveno bolj všeč, ker je bilo malo bolj razgibano, vse skupaj je bilo zelo agilno, mlada ekipa, smo bili zelo, bistveno bolj mi je dišel ta način dela. Polk je to prevzel Telekom, pa sem tudi jaz šel malo bolj na posloven trg. Te večje stranke, tam se je pa vse skupaj me začeli dušiti ta birokracija, tako kot si rekel, tabelce, Excelce, vse je bilo treba nekaj voditi po nekih razumeš. In to je pa mene dušil, ubijal, tisto, kar sem bil prej navajen, da se zgodi iz danes na danes, navajen neke agilnosti, odzivnosti, se je pa začel prek teh tabelc razvlekal na en teden. In pol, ne, na tej točki si zagrabil priliko in postal vodja fitness centra v Kamanku. Res je. Nekje 10 let nazaj sva. Že prej sem bil vključen v to zgodbo, se pravi preko teh, kot sem ti rekel, že prej skupinskih vad. Sem že prej, mislim, da dobre 2 let prej že to intenzivno delo. Zdaj lahko tudi povem, da sem večkrat, ko sem že na Telekomu delu, med šihtom letu voditi vadbe v Domžale. No, vidiš, to je, tako se želja kaže na vzven. Nobenemu povem.
sem vmes, recimo, ko bi rekel, med malco, uro, dve šel odvoditi, pa nazaj na šiht, ampak na koncu je bilo vse narejeno, kot mora biti. Se pravi, tudi šiht ni trpel, samo sem združil. Ja, 2014, ko sem pa dokončno dal odpoved, tam sem pa tudi prevzel mesto vodje v Kamniku fitnessa in takrat je bilo pa res pol. Tam smo se pa spoznali. Tam pa evo, ta prvi pozdrav je bil, kje si mišica, pa tam sem se navadil pač tega pozdrava, kje si mišica. In moram reči, da si eden prvih, če ne celo prvi, ki si mi dejansko tudi si mi predstavil idejo, da pa mogoče voditi skupinske vadbe ni taka reč, da moram pač da moram probati, da moram iti čez ta strah pa to, a ne? A veš, in je res, no, s tem prigovarjanjem sem pa tudi sam začel počasi voditi skupinske vadbe. No. Ne na takem nivoju, kot ti, ker jaz takšnega ritma posluha pa to nimam, ampak ti moram reči hvala, ja, takrat sem šel čez ta strah, tudi s tvojo pomočjo. Lej, z veseljem, zato ker jaz zagovarjam to, da zakaj ne bi probal neki, zakaj bi se vnaprej omejeval, ne? Včasih je treba narediti, ali pa mogoče večkrat bi bilo treba narediti ta korak v neznano. Redno, po mojem bi ga mogel delati. Ja. Tako se razvijaš, tako, veš, da ne ostaneš v nekem klubu, v nekih svojih mejah. Jaz se najbolj bojim tega, da bom, ne vem, se ozrl nazaj pa videl sem zadnjih 20 let, nisem premaknil nikamor. Tega se bojim. Ne? No vidiš, ja, ker sem se hotel vprašati, kaj je tvoj največji strah, pa mogoče bi to bil pa lahko, ali pa ena skrb taka zelo konkretna, da ne bi stvari probal. Ja, strah me je to, mogoče, da bi res ne bi izživel svojega življenja tako, kot bi si mogoče želel. No. Res, skozi postavljam neke nove izzive, premikam si cilje naprej. No in kle po tem vodenju centra si nekaj let zatem si prišel na idejo, da pa, bi pa to vizijo upgrade in si šel na svoje. Ja, se pravi, ta zgodba, se pravi s tem fitnessom vodja, pa to zadeva se je še gradila naprej, veliko je bilo izkušenj, veliko nekega znanja. V neki fazi pa pač je prišel do točke, da smo se rešili. In takrat sem rekel, lej, nikoli več ne grem nazaj v pisarno pa v tabelce, predvsem ne grem več delati nekaj, kar me ne veseli. Rekel, ne bom hodil v službo samo zato, da se štemplam, ampak hočem dejansko delati nekaj, kar... Zgoj se smejam, zato ker imam strah pred tabelcem, pred Excelom je naredil svoje. Ne? Veš, to je pušno, ne? V pravo smer. Ja. Dejansko je. In tako, če pogledam za nazaj, se je vse moglo zgoditi, kar se je zgodilo, da sem danes kle, kjer sem. Se pravi, vsi tisti neprijetni trenutki bolečine in to so se mogli zgoditi. In sem vesel, da so se, zato ker drugače ne bi danes bil kle. Ampak, a si vedno gledal na te stvari tako, kar si zdaj povedal? To je zdaj mogoče v zadnjih letih, ne? Dozorevanja, tega, da se bližam Abrahamu, določene stvari pol vidiš malo drugače. Včasih sem se obremenjal, kako bo izgledala frizurca, pa kako bo, ne vem, gor dol. Zdaj so pa drgeno. Moje misli in poudarke. Se pravi, zaupaš v proces življenja. Definitivno. Kar v veliki meri. Jaz, se pravi, še zmeraj mi glasba zelo veliko pomeni in kar nekaj časa nazaj je, se pravi, glasbenik, mislim, James Bay, sem enkrat slišal njegov komad, ki sicer mislim, da je bolj vezan na neko, bom rekel, čustveno zgodbo, nek odnos, je napisal komad, mislim, da Scars, We Live Through Scars, nekaj tasga, kjer sem se jaz ful videl, noter ful mi je dal za zamisel, se pravi, da živimo skozi neke brazgotine, ne? In te brazgotine so lahko zdaj na fizični ravni, čustveni, miselni, duševni, kakorkoli. Vse te brazgotine skozi life, ko so, pač vsi imamo neke brazgotine. Ali te punca pusti, ali te je, ne vem, pes ugriznil, vse se neki te štrafne. So neke brazgotine, ki te oblikujejo neko osebo v kasnejših letih. Ne? Zdaj pa tako, kot sem že prej rekel, vsak ima izbiro, ali bojo te brazgotine te zdaj potovkle, da boš obstal na tleh, ali pa te bojo motivirale toliko bolj, se pravi, da se probaš še bolj razvijati, vsakeč močnejši nadaljevati naprej. In meni je bilo, bom rekel, vsaka taka brazgotina, pa še zdaj se dogajajo te brazgotine, no, niso bile to samo v preteklosti, še zdaj se dogaja situacija,
nismo bulletproof. Ne? Ja, nismo, hvala Bogu, da nismo. Ne? In ja, takrat je prišel pol do te točke, da sem jaz se odločil, da bom pa mogoče naredil največji ta korak v neznano, ko sem se odločil, da grem na svoje. Ne? Se pravi, treba je bilo narediti plan, zdaj znanja imam, zdaj pa kako iti iz trenerja v podjetnika, ne? Ker je pa to čist nekaj drugega. Se pravi, eno je, da ti poznaš anatomijo človeka, da znaš z ljudmi delati, da je gor dol, drugo je pa zdaj, moraš pa biznis voditi, ne? Ker so že spet malo tabelce nazaj začeli. Leci se vrača. Pa računovodkinja pa tam bo gor dol. Tako da sem jaz, ja, mislim, da je bilo to je enih 6, 8, 7, ne vem, let nazaj. Ja, se ti ne sprašujem več povedati, zdaj pa sam začel, vidiš? 16, 17, nekaj tazga. Ja, sem šel pol v čist svojo zgodbo, odprt nek studio, kjer bo vse tako, kot sem si jaz zamislil. Ja. Sicer sva z eno prijateljico skupaj šla v to zgodbo, sicer vsak sem imela svojo vejo pod okriljem tega podjetja. Ona je imela, bom rekel, mečkem bolj ta ženstveni ples ob drogu, najela so prostor, 2 dvorani, zelo petično vse skupaj. Ona je imela svojo zgodbo, jaz sem pa svoj gym prvo postavljal, tak petičen, gordol. Tu si še sam preurejal, se še spomnim fot, pa to, pravi, to je bila, Štemarca pa te scene. to je bila zelo, zelo taka zanimiva stavba, tukaj v Ljubljani na vodovodni, gor na vrh 2 skvoš igrišča v 3. štuku, zelo lepa velika terasa, ampak to je bilo pač treba mečkan predelati. Se pravi, pred mano je imela, bom rekel, že ena punca to v najemu, pa je ostalo vse skupaj mečkan zanemarjen. Jaz sem pa, tako kot sem že v štartu rekel, zelo pedanten, pa hoče imeti vse, kar se da. Nisi šel v akcijo. Ja, sem pač, ja, štemarco v roko in gremo. Ja, ni da ni, vem, da si zelo praktičen dečko tudi, ne. Ja, se učim, skozi life, rad sem neodvisen, rad sem odvisen sam od sebe. No, tako da sem se marsikaj naučil sam narediti, marsikaj me tudi brat naučil, ki je mogoče še malo bolj praktičen. Ne. Ti imaš mlajšega brata. Starejšega 2 leta, pardon. Ja. Nepremičnina. Jaz imam mlajšega, pa je tudi veliko bolj praktičen, recimo, ne, se pravi, brati so bolj praktični. Ja. Sam da na kateri strani si. Tako da ja, sem se od elektrike do vode, res da kot mulj sem bil tudi parketar, no, tudi parket sem polagal kot mulj, tako da probil sem vse in kar ti pol kasneje preobrije. Ja, postavil ta svoj prvi studio. Neki cajt furu to zgodbo, pa še to nadgradil, ne. Takrat je bilo pač iz danes na jutri treba vzeti kredit, ne, treba je opremo kupiti, treba je najemnine plačevati, treba je še kaj v žep, da lahko sploh, ne. Yes. Se pravi, iz danes na jutri sem praktično šel v to zgodbo, nisem vedel, kaj pričakovati. Imam to srečo, da sem toliko strog sam do sebe, da sem pripravljen delati 26 ur na dan, vse mi je kaj, pa vse mi je koliko sam, da bo zadeva zlaufala in sem pač mogoče z velikim strahom sam pri sebi, ne da bi to razlagal drugim, šel v to zgodbo in hvala Bogu sem imel že popotnico odprej, se pravi v Deči, s katerimi sem delal že prej v fitnessu, so mi v 99% sledili v to mojo novo zgodbo, tako da sem imel vsaj ta backup, da so mi zaupali in me podprli v tem, to bom vedno hvaležen in zelo dober odziv in zelo prehiter mogoče gradili to zgodbo, tako da je kar naenkrat tisti butičen prostor rato premehen. In spet se je zgodilo tako, kot se vse pač mora zgoditi. Bom rekel tudi fantje, s katerimi smo prej delali, se pravi Grega, Luka in te, ki jih tudi ti zelo dobro poznaš, so me že nekaj časa prepričevali, da bi mogoče se pridružil v to zgodbo, kjer so oni delali z Mihatom skupaj, to je bil Phoenix Studio. Tam so se zadeve mečkan preselili, so se mogli ven iz prostora, ki so ga imeli, iskali so intenzivno nek drug prostor in vse se je začelo tako poklapati, da oni so me malo vabili, tudi Miha me vabil, če bi se jaz malo pridružil v to njihovo zgodbo. Jaz sem po drugi strani iskal večji prostor, zato ker sem pač imel ideje, kako naprej. In glej ga zlomka,
o pravem času na pravem mestu so se povezale te prave energije. Spet, ne? Spet, nekdo nekje je imel idejo, da se moramo spoznati, srečati. In sem rekel, dajmo se usesti, dajmo malo pogledati, kako stvari stojijo, kaj lahko naredimo. Jaz sem povedal svojo idejo, Miha, s katerim so zdaj poslovna partnerja, je povedal svojo idejo. Moram reči, da fenomenalen partnerski odnos se je zgodil, ne vem iz kje, ampak Miha, dobesedno so Ying pa Yang. Se pravi, on je tista bela polovica, jaz sem ona črna polovica. Ne? Ja, črna. Ja, črna. Črna, tako do zunaj in do znot. Tudi moj karakter je tak. Vseh barv. Ja. Tako da, so se usedla, jaz sem mu povedal svoje pogoje, on je povedal svoje pogoje in se fenomenalno dopolnjujejo, zato ker on je človek za tabelce. On uživa v tabelcah. Hvala, Miha. Jaz pa uživam, se pravi, mi da so se dobesedno zmenila, da je on stric iz ozadja. Se je Miha, ti imej vso birokracijo, pa vse, kar se tiče poslovnega dela najnega podjetja čez, ti, to. Meni pa dovolj, da se prevzamem pa to prvo bojno linijo, se pravi, da prevzamem ureditev džima, da prevzamem ekipo, se pravi, da z njimi komuniciram, se pravi, da se bom ukvarjal s tem, kar je videti na ven, ti se ukvarjal s tistem, kar je vzad. Stvar špila, ne? Fenomenalno. Iz danes na jutar smo obrnili tisti prostor na glavo. Lep prostor. Nikoli ne bom pozabil, ker Miha je, kar se teh sprememb tiče, mečken bolj, bom rekel... konzervativen? Tako. Okay. Se pravi, da bomo politično korektni. Rad ima manjše premike, dajmo narediti majhen premik. Ti pa pršil, pa obrnil. Jaz sem pa rekel, Miha, moja ideja je taka, zmenila so se, iz danes na jutar bomo obrnili zadevo na glavo, nam pozabil, mislim, da je šel on takrat, ko smo delali, smo vsi fantje rokave zavihali, je šel on, mislim, da v eni fazi kar iskati neke bureke ali karkoli, samo zato, da je prišel malo do zraka, ker je bilo vse na glavo obrnjeno. Vse. Ampak, danes je ta studio, bom rekel, ne, krasen je, še enkrat povem. Jaz sem bil res top. Sem ponosen na ta izdelek, ki smo ga skupaj s fanti naredili, sem ponosen na to zgodbo, ki se zdaj dogaja v tem studiu in sem ponosen na res, moram poudariti, zelo veliko srečo imamo, da smo nastala taka ekipa, kakršna smo, zato ker v vseh letih, po vseh službah, ki sem bil, od nekdaj največji problem je kader. Se pravi, ti imaš lahko še ne vem kakšno zgodbo, ampak če nimaš te pravega kadra noter, zadeva ne bo funkcionirala. In tudi mi od začetka pa do danes smo se mečkan, bom rekel, reorganizirali, mečkan so fanti prišli, šli gor dol, vsak je pustil svoj pečat. Ampak lahko imaš po eni strani super trenerje, res super osebe, ki mogoče ne paše v timsko zgodbo. Se pravi, lahko je kot individualist odlična oseba, v timski zgodbi moraš pa vseeno imeti mogoče karakterje, ki med sabo funkcionirajo do te mere, da ni slabe volje, da ni fušije, da ni neke zahrbtnosti. Mi smo zdaj dejansko uspeli postaviti tim do tega nivoja, da ful dobro sodelujemo, si zaupamo, si pomagamo in drugemu, izmenjujemo informacije, izmenjujemo izkušnje. Jaz moje vedeče z veseljem pošljem recimo kolegu za nasvet prehrane ali za nasvet rehabilitacije, kakorkoli. Se pravi, zadeva se zelo dopolnjuje med sabo. Ja, klele zihar izstopate, kar se tiče tega vzdušja, pa to sem prepričan oziroma vem. Ampak to ni več zdaj Phoenix Studio, ne? Da vas samo še to moment. Jaz sem takrat izrazil željo, se pravi, teh Phoenix je studio, kakorkoli po Sloveniji, kar je, bom rekel, ene par, ki je s plesom spet povezan, gor dol. Sem rekel, da mogoče ne vidim, da smo Phoenix Studio, tako da smo se preimenovali v studio Forma Natura, kjer nam je tudi mečken ideja, ta holistični pristop, se pravi, probamo pod tem imenom združevati osebna trenerstva, rehabilitacijo, prehransko svetovanje, se pravi, imam super ekipo tudi, Mario, Matjaž, Nenac so, kar se tiče, so trenerji pri nas in so pa tudi prehranski dobesedno strokovnjaki.
Miha pa Barbara imata masaže, tako da probamo res na vseh nivojih čim več ponuditi in Studio Forma Nature nekako zajema to našo idejo. Kje se vas da najti? Najti se nas da Stegne, Ljubljana, tako da sicer navzven praktično ne obstajamo, zato ker se nikjer ne oglašujemo. Imamo res gym čist zaprtega tipa, noter so samo osebna trenerstva, individualno, tako da najti se nas da nekako na Facebooku ali pa na kakšnem Instagramu ali pa preko od ust do ust imamo največ, pač tega v dozuni table ne obstajajo, ker ni naša ideja to, da bomo delali masovno, ampak bolj nam je prioriteta kvaliteta. Pa individualni cilji posameznika. Res, da se naši vedeči počutijo ok, pri nas zelo veliko damo na čistočo, higieno, odnose, gor dol in ustajamo vse v teh okvirih, kjer smo zdaj. Ja, super, super. Boš ne bi mogel povedati. Da mi pa sam še povej, kako filaš baterije. Ker tole ni kar tako, se ne radi samo od sebe. Moraš nekje malo not prinesti. Zdaj tako, kot sem že v štartu rekel, kot sem že v štartu rekel, sem dost kompleksna oseba, zahtevna oseba, predvsem do drugih seveda, ampak še najbolj sam do sebe. Moj urnik izgleda tako, da vstajam v 3:30 zjutraj, v 4:30 zjutraj. Rad malo poležiš, ne? V 4:30 zjutraj vstajam, v 4:30 zjutraj sem v džimu, v 5:00 imam prve vedeče vsak dan v džimu, se pravi začnemo zelo zgodaj. Končno enega podobnega norca, srečo. No, a ni to najlepše? Nekaj najboljšega. Polnem pa baterije dejansko največ v naravi. Se pravi, v našem poslu imaš lahko delovnik 24/7. Se pravi, če si sam ne postaviš neke meje, se veš, vedeči imajo željo od zjutraj pa do poznega večera bi vadili, kar je super, ampak sam si moraš postaviti neki mejo, dokjer greš, ker drugače slej ko prej priješ do neke zgorelosti, se prekuraš in kakor si nekdo misli, da ne bi delal osebnega trenerja, kako je pa to fajn, pa lahkotno, pa super, pa samo neke kvihte premetavaš, je zgodba dosti drugačna. Ne? Se pravi, zelo veliko neke energije moraš dajati, zelo veliko je tudi nekega fizičnega inputa v zgodbo, zelo veliko je tudi neke psihologije vzad, se pravi, moraš tako ali drugače vse to absorbirati, neke te energije od vadečih vase, kjer moš to kanalizirati po drugi strani ven. In jaz sem si postavil mejo, da se pravi, rajš zgodaj grem spat, se pravi, to je 9:30, 21:30, jaz ugasnem vse, pa ne glede je tam liga prvakov, ne vem kaj se dogaja, ugasnem 21:30, ugasnem in 21:30 pa 20 sekund že spim, ne? Res padem dol. In sem se odločil, da raj zgodaj vstajam, pa nekje do tam maksimalno 14 ure delam, zato da imam preostanek dneva mogoče namenjen temu, da filam baterije. Se pravi, da dejansko lahko počnem stvari tudi kaj zase, da se odklopim, da je narava, da so... Se pravi, to so sprehodi v naravi. Sprehodi v naravi, bicikliranje, fantje so me zelo zlobno potegnili neko to downhill sceno. Mi je všeč, da si sam prišel na dan. Kar me je presenetljivo hitro zasvojil, brutalno zasvojil. Tako da polne baterije, bom rekel, regeneriram se skozi še zmeraj zelo rad slušalke, muzika, odklopam, kakšna savna, doma savna, narava. To so trenutki, ko dejansko slišim sebe. Se pravi, res, jaz sem od svoje mladosti sem se naučil, da sem nekako rešujem svoje probleme sam. Zelo nerad komorkoli karkoli razlagam ali pa jamram. Tudi zelo sem nezaupljiv, oziroma vedno se mi je izkazalo, da če sem vse komu odprl ali pa zaupal pa kakorkoli, se nekako to ni dobro išlo, vedno so pol bile tiste brazgotine, tiste lekcije in sem se naučil, da moram sam. In to mi dejansko zelo dobro funkcionira. Čeprav vse življenje poslušam, moraš se pogovarjati, moraš dati sebe, moraš.
lej, ti smo, ko to funkcionira, super. Meni nikoli ni funkcioniralo, pa zgleda, da mi nikoli. Ampak zdaj je čisto fajn, ne tole. Ne, pa dobro, to je spuščeno. Jaz ti ne bom zdaj klele odprl svoje duše, pa se z joko na rami, pa te prosil za pomoč. Ampak bom to, ne vem, šel bom v naravo, dal si bom musko, ko mi gre nekaj hudo narobe, jaz zelo rad usmerim energijo ne v jamranje, pa ne v nekje obžalovanje, ampak v to, da razmišljam, kako naprej. Se pravi, to se mi ni šlo, to me je slaba lekcija, slaba izkušnja, ne bom zdaj jamral, ker za nazaj ne moram nič spremeniti. Se pravi, kaj sem se naučil, kako gremo naprej. Energijo pa čas usmerjam samo brainstorming, kako naprej. In takrat, ko sem jaz, ne vem, ko grem v naravo, ko grem hoditi za 3 ure, dejansko se probam čim več pogovarjati sam s sabo. Se pravi, takrat mi najbolj brainstorming dela. Ne? Čeprav po eni strani se grem tam sprostiti, ampak možgani mi pa delajo napolno. Takrat imam največ idej, takrat se najbolj motiviram, se nafilam, po eni strani se sprostim, po drugi strani pa polnem na polno. In to je tisto, kar ful rabim. The best. Se pravim, tistem, ki funkcionira, da delijo to z drugimi super, ampak je pri meni dejansko se to ni šlo nikoli. Vedno sem dobil nek nož, nekaj batine, tako ali drugače, čustvene, kakorkoli. In ne, lej, meni to funkcionira in so far so good. The best. Ej, zaključna misel ali pa citat? Nekaj. Tisti, ki ti zdaj na misel pade. Ni rečen, da bo to. Dejansko se ta znucena fraza, kar te ne ubija, te jača, zatem bom vedno stal. In tudi na treningih sem mogoče jaz eden tistih bolj glasnih pa zahtevnih trenerjev, ki moji vodeči doskrat pravijo, zakaj sem jaz glih tebe fasil, ker druge pogledajo, kako se imajo fajn, mi pa kle trpimo. Pri meni si zato, da boš nekaj naredil in ne bo te ubil, te bo ujačal, čeprav zdaj trpiš, čeprav ti zdaj težko, ti bo čez en teden ful lažji in boš močnejši prišel iz te zgodbe ven, z vsake bitke boš močnejši prišel ven in za tem ful stojim. No. Ja, the best, stari. Ej, hvala za inspiracijo, Grega, za obisk, malenkost. Pa upam, da se še kdaj definitivno, v teh ker se zdi, da so zdaj 10 minut govorili. Ja. Bodo le videli, ampak jaz mislim, da je več. Lej, se bomo naredila sikvo. Lej, te držim za besedo. The best, evo. Ej, hvala. Ajde, dajmo pomagati. Res, to je bilo zelo prijetna izkušnja. Ej, super.